Popolnoma uničeno električno vozilo zaradi požara baterije v prtljažniku. Samovžig e-vozila pod Kozolcem v Velenju. V garaži hiše zagorelo električno vozilo med polnjenjem. Nekaj nedavnih primerov, ko so pri nas zagorela e-vozila in ko so morali posredovati gasilci. Kako velika pa je nevarnost in kakšne so posledice, ko zagori električni avtomobil? Ja, to so dopoldne prikazali v Centru varne vožnje na Ljubečni pri Celju in tudi kako se e-vozilo pravilno pogasi. Namreč, požari električnih vozil so veliko zahtevnejši, nevarnejši, temperatura preseže 1000 stopinj, opozarjajo strokovnjaki. Tudi gasijo jih popolnoma drugače, kot če zagori avtomobil na bencin ali nafto. In ker bo mobilnost vse bolj električna, kako ravnati, da se izognemo požarom? Tanja Volmut. Prvi testni vžig e-avta pri nas. Najprej so ga poškodovali. Teža avta 600 kg, baterije 150. Hitro se je začelo iz nje kaditi. Čez nekaj minut tudi goreti. Ta ogenj je pomemben z tega vidika, kajti produkti, ki nastajajo, ta dim, so vnetljivi in so zelo strupeni. Se pravi, v njih je vodik, metan, etan, propan, kar se pa tiče strupenosti, tudi težke kovine, ki so rakotvorne. Pri recimo večjih baterijah je lahko ta plamen visok ali pa dolg tudi 1,5 metra, kar pomeni tveganje za recimo vžig sosednjih vozil, če je recimo to avto v neki garažni hiši ali pa na nekem parkirnem mestu. In posledično beležijo v zavarovalnicah, da je sama škoda pri teh zaradi vsega navedenega veliko višja. Čeprav primerov, da bi e-vozila zagorela, ni veliko, pravijo. Ko pa zagori... Pri električnih avtomobilih se velikokrat zgodi, da je tak avto totalka, ki ga pokrije sam delni kasko za požarne nevarnosti, ukolikor je zavarovan. Napaka na avtu, nesreča, polnjenje baterije. Razlogi, zakaj lahko e-vozilo zagori. Gasilci običajno te požare gasijo z vodom, morda recimo delno z peno. Je pa nekaj res, da pa rabimo tukaj velike količine gasilnega medija. Recimo priporočila so, da pri nekem osebnem avtomobilu gasilci potrebujejo nekje 3-4 kubične metre vode, lahko tudi več. A še najbolj je pomemben ta vidik, izpostavljajo strokovnjaki. Ko se boste odločili za nakup električnega avtomobila, ne pozabite na to, kako in v kakšnem stanju je vaša domača električna napeljava in kakšno polnilno mesto bo. Namreč velika dodana vrednost električnega avtomobila je seveda, da ga polnimo doma. In tam bo prihajalo do poškodb, tam bo prihajalo do tveganj in požarov. Kar pa lahko, če napeljavo redno vzdržujemo, preprečimo, še pravi Brglez.